Zbornik s precej dolgim naslovom Muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine primer dežele kozolcev je nastal na podlagi mednarodnega kolokvija, ki se je pred 4 leti odvijal v Šentrupertu. Pomen tovrstnih muzejev, ki varujejo in ohranjajo kulturno dediščino, je večplasten. Njihova večplastnost se kaže v tem, da je za svojimi postavitvami, s svojimi zgodbami, ki jih sporočajo, so namenjeni najrazličnejši publiki, od najmlajših do najstarejših. In tukaj je ta njihova, bi rekel, največja dragocenost in pomembnost. V Sloveniji je muzejev na prostem po temah manj kot v tujini. Imamo tukaj predvsem muzeje, ki so namenjeni predstavitvi kmečke arhitekture. Potem imamo tukaj bazo 20, ki je tudi eden od teh muzejev na prostem, ki tu pa predstavljajo, bi rekel, medvojno, med drugo svetovno vojno vsebino. Potem imamo tudi arheološke parke. Potem so tu še spominske, največkrat rojstne hiše pomembnih Slovencev. Pri tovrstnih muzejih ne gre le za to, da se ohrani zadnje primerke neke vrste kulturne dediščine, prinašajo tudi zgodbo, prikažejo življenje v nekem okolju. Življenje v sožitju z naravo, potem poznavanje tradicionalnih načinov življenja. Naprimer, če tukaj govorimo o deželi kozolcev, naprimer neke bolj naravne pristope k zaščiti lesene dediščine. Zbornik sta sicer uredila Dušan Štepec in Vito Hazler.